Lepo pozdravljeni iz ASEF-a. Danes je en tak webinar, kjer boste spoznali, kako dobro pripraviti vašo prijavo za ASEF. Bomo videli, kaj sploh ASEF je, tisti, ki še ne veste čisto točno, pa kdaj so kakšni deadlini, kaj treba paziti pri prijavi in tako naprej. Tukaj na začetku vidite eno QR kodo. In sicer, ko jo boste skenirali, vas bo peljal na Slido aplikacijo, kjer boste lahko tekom cele prezentacije v bistvu oddajali vaše vprašanje, ki se bojo pol na koncu pri našem 30-minutnem Q&A-ju odgovorila. Tako da lahko si zdaj že skenirate oziroma greste na ta link, lahko pa tudi v bistvu kasneje na koncu bo to spet vidno, pa boste pa lahko tudi na koncu prišli do tega, če boste prišparali vaše vprašanje za konec. Danes smo z vami Nejc Urankar, ki je bil ASEF Fellow, upam, da je zraven, ASEF Fellow 2020, Andrej Košmerek, ki je assistant professor na Princeton University, ki bo na koncu več ali manj vprašanj odgovarjal na temo research statementa, Jože Rožanec, ki je bil ASEF Fellow 2016 in pa jaz, Larsen Cunrič, ki sem pa letošnji 2021 ASEF Fellow. Štipendijski, program webinarja je nekako tak, da najprej štipendijski program ASEF Junior Fellowship predstavimo v takih kratkih 5 minutah, ker predvidevam, da večino vas je že slišal za to, potem kako se sploh prijaviti, kakšen je deadline in pa pol na koncu za tisto, kar se dejansko tudi tukaj najbolj zanimalo, kako sploh uspešno prijavo pripraviti. In zadnjih 30 minut je nekako rezerviranih za Q&A z ASEF Fellowi in pa profesorjem Andrejem Košmerkom. Štipendijski program ASEF Junior Fellow. Kaj ASEF dela? V bistvu sodeluje z slovenskimi profesorkami in profesorji na tujih univerzah, tako lahko rečemo tudi prestižnih univerzah, boste videli, s kom vse sodelujemo, in pa nam, slovenskim študentkam in študentom, omogoča štipendijo za raziskovanje obisk. Kaj so cilji ASEF-a nasploh? So nekako ustvariti neke povezave na področju izobraževanja, raziskovanja inovacij med Slovenci v Sloveniji in po svetu. Ustvariti hoče tudi skupino, ki stremi po odličnosti v znanju, vzgoji in vračanju skupnosti nasploh in pa skrbeti nekako za Slovenijo in slovensko dediščino. Tukaj na slajdu boste videli vse univerze v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji in pa Danskem in Avstriji. Veliko teh univerz vam je predvsem znanih, recimo Stanford, Berkeley, Princeton, Queens, University of Cambridge in tako naprej. To so vse univerze, kamor mi kot ASEF Fellowi lahko gremo, oziroma gremo k enim slovenskim profesorjem. Vedno dobro je vedeti, da ASEF Fellowship je 3-letni program in ne samo 10-tedenska research izmenjava. In sicer to vsebuje potem razna predavanja za širšo javnost, kot so nekatera, recimo ASEF Speaker Series, ASEF Mladi umi in podobno. Predavanja, delavnice in okrogle mize posebej za ASEF skupnost. Recimo ena je ASEF zgodba, potem ASEF tutorstvo in pa ostale aktivnosti, kot so kakšni natečaji, sprejemi, pohodi, pikniki in druženja, tako da se spoznamo in nekako pomrežimo znotraj ASEF skupnosti in za. To, kar vas pa najbolj zanima, je pa ta 10-tedenski raziskovalni obisk pri eni mentorci oziroma mentorji v tujini, torej en profesor, en izmed teh je tudi Andrej Košmerek, ki je danes z nami. In v bistvu tam je pol neko vrste gostovanje pri slovenskih družinah, spoznate Slovence, ki so bili izseljeni njihove skupnosti in pa seveda delate vaše raziskovanje pri enem od teh profesorjev na tuji univerzi. Nekako ASEF skupnost gleda tako, vi kot kandidat se lahko prijavite na ASEF Junior Fellowship, ki traja, kot smo rekli, 3 leta, potem pa postanete naš ASEF alumni. Profesori seveda se tudi prijavijo, postanejo mentori za 5 let in potem imajo neko vrste možnost za obnovitev tega. Na čem mi slonimo, so tako imenovane 3 vrednote, plus dodatno še ena, ki bomo omenili, se pravi, ena je akademska odličnost, druga je odličnost v značaju, pa tretja je služba drugim in pa tisto dodatno še zraven, kar radi pogledamo, je ljubezen do slovenstva. Na kratko, kaj te stvari pomenijo, verjamem, da ste nekateri to že pogledali na spletni strani, ste se izobrazili o tem, kaj ASEF je in kaj delam, ampak če na hitro pogledamo, recimo Academic Excellence oziroma akademska odličnost,
predvsem gledamo na to, da je nekako kandidat tak, kako bi temu rekel, da ima nek dober track record, visoke cilje za bodočnost, da ve, kako mu gre, kam gre, zakaj, in pa da si želi razviti kariero in je res lačen rasti. Potem, recimo, character formation oziroma odličnost v značaju je odličnost, ki gre čez meje akademskega in je kombinacija neke vizije, dela v ekipi, mreženja, podjetnosti in iniciative. Potem tretje, dedicated service, je služba drugim, se pravi, da imamo ASEF Fellowi nek izražen čut za druge, za potrebe v družbi in nek track record aktivnosti na tem področju. Ta zadnja pa seveda Slovenian heritage oziroma ljubezen do slovenstva že samo po sebi pove, da gre za neko izražanje domoljubja. Ja? In zdaj, kako se sploh prijaviti na nek tak program, kot je ASEF? Zdaj, pomemben datum, ki si ga morate zapomniti, je 22. november. Ne vem, če ste se že lani mogoče prijavljali, je bilo potem še en mesec on a rolling basis, in ste še vedno lahko prijavljeni in pomembno tukaj izpostaviti, da 22. november je letos fiksen datum in potem ne bo možno nobenih prijav. Zdaj, razglasitev rezultatov je 2 meseca kasneje in sicer okoli 22. januarja 2022 bi moglo tukaj pisati. Prijavna dokumentacija, ki jo boste pa mogli oddati, če si še niste pogledali, so seveda vaši osebni podatki, ki je ta application form, znotraj tega pa oddate še vaš CV, oziroma življenjepis, transcript of courses, torej vaši predmeti, ki ste jih upravljali na faksu, potem research statement in mission statement, o kateri bomo tudi še več govorili kasneje, in pa referenčni pismi od raznih, ko so lahko pišni profesori, predvsem s katerimi ste tesno sodelovali na raznih nekih research projektih, če ste bili. Zdaj pa na tisti del, ki vas najbolj zanima, kako sploh prijaviti neko tako uspešno prijavo, ki bo vzbudila interes pri vašem profesorju, kateremu se prijavljate. Zdaj, mi na ASEF-u smo to razdelili nekako na 4 sklope. Zdaj, ta prvi sklop bi lahko rekli, da se pač preuči sploh priložnost, kakšna je. Potem se poišče najustreznejšega mentorca ali mentorja, potem to ugotovite o vrednote in pa zavihte rokave in tako imenovano spišete vašo prijavo. Zdaj, preučitev priložnosti, tukaj se gre predvsem, da poiščete prvo, kdo so profesori, s katerimi se sploh lahko prijavite. Pogledajte področja, na katera bi se radi prijavili, se pravi, ki se upadajo seveda z vašim, kjer raziskujete, oziroma bi radi želeli raziskovati. In seveda preverite, kaj so profesori, kaj so študirali, kaj so raziskovali, kaj trenutno raziskujejo, kaj so njihove izkušnje. Pravi, kaj vi trenutno raziskujete, kaj so vaše izkušnje, pač preverite, kako se to upada vse skupaj k tem, kamor se želite prijaviti. Različite tudi priložnosti, ki pač ponujajo raziskovalno osnovo in raziskovalno okolje nasploh, kamor se želite se prijaviti. Potem, se pravi, ko preverite vse te stvari, je fino, da greste in poiščete za vas najustreznejšo mentorico oziroma mentorja, komu se vi dejansko želite prijaviti. Seveda to ne rabi biti samo eden, a se da možnost pač vse 3. In seveda pol v kasnejših fazah, ko pišete research statement, se to lahko tudi pač tudi pove, zakaj, ampak tudi ja še pridemo. Zdaj, zelo pomembno je, se pravi, da razmislite oziroma poiščete, kako profesor oziroma profesorica deluje, razmislite o skupnih interesih, izkušnjah, možnostih sodelovanja in potem tudi značilnosti recimo univerze in raziskovalnega okolja, kamor se vi prijavite. Kaj sploh velja za te univerze, raziskovalne skupine, laboratorije in tako naprej. In kaj vas tam dejansko zanima. Potem, ko spišete vse te stvari, vaše hipoteze oziroma ugotovitve, pač nekako ovrednotite in preučite vaše priložnosti, kaj dejansko je najprimernejša profesorica, profesor, ker ste najbrž kakšne različne hipoteze si postavili, ok, lahko bi k tem profesorju v to okolje šel zaradi tega, ker to se upada z mano iz tega vidika, pa mogoče kakšen drug malo drugače in tako naprej. In pol ni nujno, da je vedno samo profesor, najprimerno lahko je tudi področja in tudi okolje. Zdaj, najbolj pomemben del tukaj je pol, ko vse te stvari naredite, seveda pridete in si tako imenovano zavihate rokave in začnete pisati vašo prijavo.
Torej, poleg vseh teh prvih 3 korakov, ki smo jih začeli povedati, kakšne so sploh recimo vaše pričakovanja in kompetence, ki se upadajo z vašimi ugotovitvami, to je fajn pomisliti, kaj sploh vi pričakujete od te izmenjave oziroma kaj sploh pričakujete od ASEF-a. Kdo so osebe, ki te lahko glede na skupno sodelovanje priporočijo? Glede na to, recimo v mojem primeru sem se jaz obrnil na mentorja za diplomo takrat in pa enega profesorja, s katerim sem tesno sodeloval na nekem projektu pri takrat optimizacijskih algoritmih. In one dva seveda ponovadi ti mentorji z veseljem, če imate dobre odnose z njih, z veseljem pač napiše neko tako referenco. Zdaj, predvidevam, da kakšno referenco sigurno imate, pa zdaj lahko tudi pomislite, komu bi že to dali, oziroma koga bi to vprašali. In potem pomislite tudi lahko, kako ti bo sploh ASEF izkušnja omogočila pol osebno in strokovno rast. Tukaj smo prej govorili o vrednotah, lahko se obrnete nazaj, vašo vizijo pogledate, kaj je dejansko vaš cilj v naslednjih parih letih in kako vam bo ASEF dejansko pripomogel in pomagal k temu, da pridete vi na tisti nivo. In tle je res pomembno, da si sestavite neko tako vizijo, da je pač tudi na dober način predstavite. Zdaj, pri pisanju je en kup dobrih praks, ampak mogoče na hitro, dajte upoštevati navodila in priporočila, ki so na spletni strani. Predvidevam, da ste že šli sicer na spletno stran in ste si veliko prebrali o tem, ampak res dajte upoštevati pač navodila, ki so vam že dana. Veliko informacij, ki jih bomo danes povedali, se vsa dajo najdeti na spletni strani. Potem bodite pozorni na jezikovno izražanje, predvsem kakšne tipkarske napake, slovnične napake in slog večkrat preverite, ker ko enkrat mi prejmemo kakšno to prijavo in pač najdemo kakšne take napake, na konci izpade tako, pa to ne samo na ASEF, ampak nasploh kamorkoli se prijavljate, to zelo neprofesionalno izpade, kot da si niste niti dvakrat pogledali vaše prijave. Sej se zgodi, ampak probajte to minimizirati. Potem pa ni prepovedano si pač pomagati med sabo, to mislim, da tudi hočemo spodbujati ekipno delo in tako naprej. Dajte se posvetovati o vaši prijavi s kakšno kolegico, kolegom, nekdo, ki se mogoče bolj spozna na kakšne CV-je ali pa karkoli podobnega. Dajte debatirati o vaši prijavi, dajte dobiti čim več feedbackov in pol glede na to ustrezno tudi ukrepati in pač izboljšati vašo prijavo. S tem bomo zdaj tudi začeli, se pravi, ker smo prej omenili, kaj vse treba priložiti k prijavi, bomo šli zdaj eno pa po eno malo čez pogledati in zavedati vsa vaša vprašanja. Če niste še odprli slidota, pa lahko si napišete nek listek, pa pol na koncu v bistvu vprašanja date, zato da ko pridemo do konca, da bomo lahko na vsa vaše dvome lepo prečistili, oziroma da ne boste imeli nobenih več dvomov. Tako da dajmo kar začeti. Kaj so dobre prakse pri CV-ju? Zdaj, upam, da ste že se srečali s tem, kako se CV piše, kaj so dobre prakse, če ne, nekih čist par osnovnih nasvetov tukaj bomo dali. In prvo kot prva je, da dobra praksa pri pisanju CV-ja je, da je CV vedno samo in izključno na eni strani, ker se izpostavlja pa najbolj pomembne stvari v enem pageu. In ta naj bo nekako dobra praksa, da je v PDF formatu. Zdaj, mnogi od vas ste najbrž delali res ogromno stvari že in imate ogromno izkušenj iz raznih področij in tako naprej in želite pač vse te stvari povedati in pokazati, koliko ste bili pridni in vse naredili, ampak dajte pomisliti, katera od teh stvari so dejansko pomembna oziroma relevantna za pozicijo, ki se prijavljate. V tem primeru se prijavljate pač na ASEF, lahko se prijavljate tudi kam drugam, na Google, karkoli že. Takrat vedno pride v poštev, da pogledate, kaj so tiste relevantna dela oziroma pozicije, ki ste jih izvajali, bodi si to na faksu, kakšno drugo delo v gospodarstvu, pač dejansko karkoli vam pade zdaj na pamet, dajte res preveriti, ali to sovpada s tem, kamor se prijavljate. Se pogleda vrednote in tako naprej. Potem najbolj pomembne stvari spadajo vedno na vrh strani. Dostikrat se najde kakšna stvar, kjer v bistvu najprej napišete, kje ste hodili v srednjo šolo, potem nekako tak kronološki način. Na vrhu se začne, potem konča na dnu, ampak dostikrat pol na dnu pač najbolj pomembne stvari napišete, ampak moglo bi biti pa ravno obratno. Tisto, kar je najbolj relevantno, pomembno, dajte na vrh strani. Potem dodajte kakšne relevantne vire. Tisti, ki imate LinkedIn, mogoče tudi dobro na svet je, dajte si LinkedIn polepšati, to je ne samo za ASEF, ampak nasploh.
ideja mogoče, da si pač LinkedIn malo bolj izpilite, to vedno pride prav. In potem, če se prijavite na kakšne te računalniške smeri, potem GitHub vedno prav pride, bolj umetniške portfolio, kakšne spletne strani, kjer imate kakšno svoj blog ali pa karkoli, kar želite izpostaviti, ne se bati, dati gor kakšne relevantne vire, ki se nanašajo na pač to pozicijo in pač s tem lahko pol prikažete, kdo ste in kaj ste s tem naredili. Potem premislite tudi o tem, a ste delali kakšna dodatna izobraževanja, ne vem, bodisi Coursera, Udemy, kakšni drugi kursi izven teh klasičnih spletnih platform in pa prostovoljstvo. To veliko šteje, predvsem recimo tisti dedicated service, ki smo ga prej omenili kot ASEF vrednoto, veliko pomeni, da vi ste aktivni v kakšnem prostovoljskem društvu ali karkoli takega. Se pravi, prostovoljstvo je plus, vedno fajn napisati kamorkoli se prijavite. Prosim, dajte se izogibati navadnemu naštevanju in klasičnemu nekako opisovanju vaših nalog pri delu. Ko greste googlati, kako napisati dober CV, vam tudi vržejo pod en zadetek od Googla. Oni imajo ta nek recept, with skill X, I managed to build Y, which resulted in Z. Kar basically pomeni, da izpostavite, kakšno sposobnost imate, kaj ste s tem uspeli zgraditi in kakšen rezultat ste s tem uspeli dobiti za podjetje, skupnost, ekipo, karkoli to že je. Dajmo se spomniti še enkrat na naše ASEF vrednote, akademska odličnost, odličnost v značaju, služba drugim, pa ljubezen do slovenstva, ker to so ta najbolj pomembne stvari, ki jih boste mogli nekako izpostaviti v vašem tako imenovanem mission statementu. Mission statement boste lahko že na spletni strani prebrali. Mislim, tukaj noter boste na kratko v eni strani povedali, kako trenutno že pomagate ASEF-u in ali kako boste v prihodnosti, ko boste ASEF Fellow, pripomogli k ASEF skupnosti. Tle se dostikrat izpostavi, se pravi, kaj že trenutno delate, kakšne aktivnosti v določenih, ne vem, teh mogoče neprofitnih organizacijah, karkoli, kar se tiče prostovoljstva, mogoče tle tudi fajn pomisliti, se pravi, kako boste vi prispevali k ASEF-u. Tukaj na začetku piše, oziroma pač na koncu v bullet pointih piše razne stvari, kaj lahko izpostavite, kaj vas zanima. Bodisi to je organiziranje kakšnih eventov znotraj ASEF-a, lahko je vodenje nekih skupin za te tako imenovane reading groups, lahko ste kot neke vrste mentor za nove fellowe, ko pridejo noter, lahko pomagate. Naprimer, jaz trenutno izobraževanje za bodoče fellowe in jih intervjujete. To je dejansko na vas, kaj z vami najbolj sovpada, kaj bi vi radi počeli oziroma kako bi vi radi pripomogli ASEF skupnosti nasploh. Se pravi, dobro je, da res preštudirate, kaj so naše vrednote v ASEF-u noter in kako se to sovpada z vami in z vašimi vrednotami in to pač nekako tudi izpostavite potem v vašem mission statementu. Če ste že prispevali ASEF-u, dajte povedati kako, dajte povedati, kaj bi še dodali, ali se ne zdi, da kaj manjka, kaj bi radi organizirali, kaj bi radi vpeljali v ASEF. Se pravi, tukaj lahko res izraste neke nove potrebe, izpostavite vašo vizijo, vaše pretekle izkušnje, ki jih želite prenesti v ASEF. In pač lahko tudi kar konkreten projekt pač opišete, kaj je tista stvar, ki jo želite uresničiti znotraj ASEF-a. Kakšen bo dejansko vaš vložek. Mogoče najtežji del, vsaj zame, lahko povem, je bil pa research statement. Ne vem, če ste se že kdaj srečali s tem, jaz se moram reči prvič. Research statement je dejansko možnost, kako vi nekako personalizirate vašo prijavo k profesorju, oziroma če je več profesorjev, vsem profesorjem. In dostikrat, mislim, tukaj imamo neke točke spet na začetku, se opiše sploh vašo motivacijo, zakaj želite na nek research visit v tujino k tistemu profesorju. Kaj so bile tiste točke, ki so vas pripeljali do tega, ok, zdaj pa dejansko to hočem narediti. Kaj upate, da boste od tega odnesli, kako spet to lahko sovpada z vašo vizijo nasploh. Kakšna je vaša inspiracija, mislim, od kje vam inspiracija za to. Lahko potem
zelo dobro je, da vi že znotraj tega research statementa tudi vpišete, katero področje vas zanima, seveda, ne. In lahko date nek proposition, kaj je tista stvar, ki vas zanima in profesor dela. Se pravi, pridete z vašo lastno idejo in pač tudi poveste, ki seveda mora nekako sovpadati tudi s tistim, kar dela profesor, ne. In tukaj noter tudi greste malo bolj globlje v to, kakšen research experience oziroma nasplošen experience že imate znotraj tega in malo tudi opišete, kako je to dejansko izgledalo. Se pravi, noter omenite, kaj vse ste študirali, kaj trenutno študirate, če študirate, kaj ste raziskovali in kaj trenutno raziskujete, a imate kakšne objave že zunaj. To je vedno fajn se pohvaliti s takimi stvarmi. In tako, kot smo že prej povedali, kaj raziskuje profesor. Če ne veste, kaj raziskuje profesor, je zelo težko pač personalizirati prijavo za njega, če vi hočete nekaj raziskovati, pa niti ne veste, da to profesor dejansko raziskuje. Poglejte, kakšni so njihovi trenutni projekti, s čim se trenutno ukvarja, ali so kakšne pomembne objave, ki tudi sovpadajo z vašim delom, oziroma, če ne drugega, z vašim interesom, to, kar hočete delati. In zdaj, kako se pa mogoče vaše trenutno delo že veže na profesorje, tudi fajn premisliti. Zdaj, kaj bi vi lahko sicer doprinesli, tukaj piše, ampak predvsem, kaj bi se vi tudi želeli od tega profesorja naučiti. Zdaj, research statement sem jaz se pogovarjal že vnaprej mečkam z profesorjem Šmrljem in sem mečkam pogledala, kaj njega pritegne, ko vi oddate nek research statement. In res je fajn, da za tiste relevantne izkušnje, ki smo prej omenili, da se res poglobite in kakor se da, izpostavite tiste pomembne izkušnje in dejansko poveste o vašem projektu oziroma raziskovanju, ki ste delali, kaj, kako. Zdaj, problem je, če niste imeli še nobenih resnih izkušenj z raziskovanjem, ampak nič hudega, vsi najverjetneje smo študirali oziroma trenutno še vedno študiramo, kar pomeni, da ste sigurno kakšen projekt znotraj študija imeli, nekje sodelovali, pri kakšnem predmetu, karkoli to, vse te stvari štejejo, vse te stvari lahko napišete in malo opišete, kako je to izgledalo, kaj ste vi s tem dosegali in naučili se. In kako spet to sovpada z delom od samega profesora. Zdaj, fajn je, da se napiše, zakaj ravno izbran profesor, da se utemelji, kot smo že prej povedali, zakaj se sploh prijavljate k tistemu profesorju. Profesor Andrej je tudi prav, da če se vi prijavite k večjim profesorjem, da lahko tudi celoten research statement posvetite vsem trem in tudi nekako razložite na kratko, zakaj vsak od njih in pa mogoče izpostavite tistega najbolj zaželenega in poveste, zakaj ste. Probite si vzeti to kot priložnost, da res prepričate profesorja, zakaj ste vi najboljši kandidat, da se k njemu prijavljate in zakaj se sploh zanimate za to področje. To lahko pokažete tako, da direktno napišete vašo motivacijo zadaj in pa pol z vašimi projekti in delom to podkrepite, to dejstvo. Preberite si mogoče vnaprej že kakšen članek od tega profesorja, kamor želite iti, profesorce. Seznanite se z njihovim delom. Lahko celo profesor Andrej pravi, da ga lahko tudi kontaktirate in se z njim že vnaprej pogovarjate, mogoče najdete kakšne skupne interese. Tako da res lahko spoznate profesorja že vnaprej in vam bo to sigurno pomagalo pri prijavi. Zdaj, na koncu je vedno fajn, da pridete že s kakšno idejo, kaj točno bi radi delali. Če boste videli tukaj pri teh priporočilih na koncu, pač opišete dejanski projekt, ki ga želite skupaj narediti v tistem laboratoriju s tistim profesorjem. Če nimate, seveda, probajte izpeljati kaj iz trenutnih del, ki jih je profesor opravljal v laboratoriju. Tako da res pridete nekako pripravljeni in s tem pokažete tisto najbolj pomembno stvar in to je željo in motivacijo. Ne temelji vedno vse na izkušnjah.